Dober večer. No, spet se vam oglašam v živo in danes bomo predelali par stvari, kar se tiče hrane. Malo bomo pokukali v tole knjigo, ko imajo hormoni žur, in tudi vem, da mnogi izmed vas jo že imate. Potem bomo pokukali v tole knjigo, ko ima življenje žur, in za konec bom podarila nekomu, kakšni dami, glede na to, da je zdaj v kratkem bo dan žena, karte prehodu v novo dobo, ker to je pa ena stvar, ki vam bo pomagala pri tem, da bolj pozitivno lahko razmišljate vsak dan. Tako da na koncu nekomu še podarim karte, oziroma ne nekomu, žrebanje bom naredila. Med vsemi tistimi, ki boste delili ta posnetek, bom naredila žrebanje in še pred 8. marcem dobite karte prehodu v novo dobo. Ampak s tem bomo pa zaključili. Gremo zdaj na sporočilo iz knjige, ko imajo hormoni žur, in da vidim, o čem bomo danes govorili. Tle imam zdaj eno večerjo pripravljen, da vam bom nekaj pokazala, da vidimo, o čem bomo danes govorili. Tiha vnetja na celični bazi, pa skuta. Odprl se mi je na strani 250 in očitno bomo danes govorili o tem, kako zajeziti tiha vnetja. Glejte, tiha vnetja, kako se kažejo tiha vnetja. V glavnem, tiha vnetja na celični bazi se kažejo v tem, da te bolijo sklepi, da te boli glava, da mogoče slabo spiš. Vsa avtoimuna obolenja, kot je sladkorna bolezen, težave s ščitnico, holesterol, pritisk, vse to so v glavnem avtoimuna obolenja. Ja, Jože, prav imate, ja, tudi za mučenike. Samo mučenikom ne bom karte prehodu v novo dobo podarila, pejmo tako. Za mučenike vam bom pa podarila, moškim, ki delite knjigo, ko imajo hormoni žur, ker dejstvo je, da ko moški preberejo to knjigo, lažje razumejo žensko dušo. Tako da, izmenim tako, zato ker s tem boste pomagali moškim, da boste lažje razumeli ženske, da ne boste rekli, joj, spet jo luna daje, spet ima težave z menstruacijo, ampak da jo razumete, kaj se dogaja, ko ima ženska ta hormonski koktejl, zakaj je tako pomembno, da jo razumete. Ne, saj na koncu koncev, če živimo pod isto streho, je že pomembno, da nekako razumemo ena na druga. Ker v nasprotnem primeru ločitve, verjemite mi, iz mojih izkušenj niso enostavne, in predvsem to je stres za celo družino. Tako da se res splača prej potruditi, da ne grejo stvari tako, a ne vsak na svoj konc. Se pravi, rekla sem, da bomo govorili o skuti. O skuti, v mlečnih izdelkih in tihih vnetjih. V glavnem, skuta bi bila res dobra, da bi bila na dnevnem jedilniku. No in naj vam povem, da danes smo mi imeli borovničeve cmoke, in to imate na strani 162 recept. To je recept, ki ga imate pripravljeni, to je v bistvu kosilo v pol ure. Zdaj pa zakaj točno skuta? Lejte, skuta vsebuje 22 aminokislin in te aminokisline so potrebne za to, da gradijo naše celice, da se telo začne obnavljati. In recimo 2 žlici skute, če pojeste za večerjo, je pa v glavnem potrebno za to, da se gradi rastni hormon in hormon DHEA, ki obnavlja naše telo. No, ampak jaz nisem danes pripravila za večerjo skuto, dejansko to je moja večerja danes, in sem rekla, dobra ideja, mogoče vam dam kakšno idejo za večerjo. Lahko bi namesto sira, ki ga imam tukaj, to je sir z manj maščobe, dala 2 žlici skute, majčkeno soli, in nastane zelo dobra kombinacija z ananasom. Zdaj pa, če pogledamo ananas. Ananas sam po sebi ima glikemični indeks okrog 60. In če ga jeste za večerjo, to je obrok, če samo ananas jeste za večerjo, se vam bo zgodilo to, da se zaprejo celice za naslednjih 5 ur in dobesedno vi postanete čez 2 uri lačni ali pa že prej, in hkrati se ne gradi rastni hormon. Če pa date v isti obrok sir, in jaz kupujem sir z manj maščobe, in še eno stvar, nekaj oreščkov. No, tukaj imam mandle, namočene mandle, vem, da se ponavljam, ampak a veste, da vedno na nekoga naletim, ko reče, ja, mandle je treba namakati. Tukaj imam pred sabo, se pravi, kupila sem, malo čuden sem odprla vrečkico, bio mandle. In dejstvo je, da mandli sami po sebi vsebujejo res ogromno vitaminov, mineralov,
predvsem pa vsebujejo snov, imenuje se amigdalin. Amigdalin je pa snov, ki deluje na amigdalo v možganih in to je pa center za spomin. In dejansko prav mandlji vsebujejo snovi, ki obnavljajo naše možgane. Hkrati vsebujejo dobre maščobe, ogromno E-vitamina. E-vitamin je pa potreben za nas ženske, za prekrvavitev, za hormonsko ravnovesje in je pomemben za vas moške, za tiste, ki želite, da vam deluje to orodje brez problema. Veste, E-vitamin poveča prekrvavitev, če ni prekrvavitve, orodje ne funkcionira, to je dejstvo. No in dejstvo je, da tukaj sem jih namočila in zdaj pogledajte, kakšna umazana voda nastane. Že za pol ure, da jih namočite, je to že odlična zadeva. In potem pojeste 10-15 mandljev, pojeste nekaj koščkov, recimo jaz imam tukaj, danes sem jedla ananas, nekaj koščkov sira in to je to, in to je večerja. Mogoče pomislite, a se od tega sploh ne ješ, ampak da vam povem, si sit, lahko preizkusite sami, kupite si mandle, kupite si ananas, kupite si sir, z manj maščobe je boljši, ali pa skuto, lahko v skuto mečkam date tudi kakšnega oljčka. Veste, kaj bi pasalo tukaj zraven? Pasal bi orehovo olje. Orehovo olje, če bi bilo zraven skuta, bi bilo to wow obrok. Super. In to je obrok, ki pomaga pri tem, da se stopi maščoba na trebuhu. Prav za hujšanje. Še ena stvar, kar vam moram poudariti. Ananas. Ananas sam po sebi vsebuje snov, imenuje se bromelain. Upam, da sem prav izgovorila. V glavnem ta snov deluje prav na to, da kuri odvečno maščobo. Tako da res je ananas priporočljiv, ampak nikdar sam, vedno v kombinaciji z beljakovinami in z oreščki. In na ta način dobite odlično večerjo, ki pomaga pri tem, da se vaše telo preoblikuje in še ena stvar, da se tvori raznih hormon, ki vas pomlajuje. Jaz sem bila ta konc tedna, moj brat je imel Abrahama in rekel, ja, ta mala, tudi tega boš imela. Drugo leto bom praznovala Abrahama. Sploh si ne znam predstavljati, lejte, 50 let, ker če gledam včasih, ko sem gledala moje starše, ali pa ko sem jaz imela 20 let, dejansko so se mi zdeli ljudje, ki so imeli 50 let stari, brez energije, ampak dejansko so bili brez energije. Danes, ko sem sama v teh letih, jaz sem ka raketa, jaz imam ogromen energije. Res pa je, da delam vsak dan na tem, da jo ohranjam. Zjutraj vrelec na dosti, jutranji ritual s kartami, na to bomo še pol prišli, potem pozitivno mišljenje, dovolj pijem, gibam se vsak dan, seveda potem pa vse te stvari pripomorejo k temu, da se ne zbudiš nekega jutra in rečeš, joj, koliko sem pa jaz stara. Ali pa stara. Ta večerja bi bila primerna tudi za otroke. Zdaj pa, a boste uspeli otroku dati ananas pa sir, brez kruha, pa oreščke, če zmorete tako večerjo dati otroku, super. Ker gledajte, tudi otroci, ki jejo zvečer pretežno, rogličke, žemeljce, dejansko ti otroci ne dobijo nič beljakovin. In če ne dobijo beljakovin, se začne dogajati, da so zmerom bolj utrujeni. Zdaj pa zakaj beljakovine? Beljakovine vsebujejo ogromno B-vitamina. B-vitamin je pa potreben za delovanje možganov in deluje na to, da smo bolj mirni, bolj skoncentrirani in tudi, ne nazadnje pri otrocih, da ostane v glavi kakšna stvar. Poznate kakšnega otroka, se uči in možgane ima kot sito, kar skozi gre, nič ne ostane v možganih. To je pomanjkanje B-vitamina. Pomislite, a vaši otroci jejo vsak večer recimo eno kuhano jajce? Jajca vsebujejo ravno tako ogromno B-vitamina in beljakovin in če naši otroci ne dobijo nič tega, pač možgani ne morejo delovati. Ravno tako pa tudi mi, ne? No, to je danes nasvet iz te knjige, ko imajo hormoni žur. Moški, ki boste delili tale video, žrebanje naredim, en izmed vas dobi tole knjigo kot darilo. Bom žrebanje naredila in objavim potem v komentarju, je v redu.
No, zdaj pa pojmo naprej na ta novo knjigo, Ko ima življenje žur. Dejansko tale knjiga je nastala lansko leto, konc leta in ja, veste, kaj mi ljudje rečejo. Prva knjiga je super, ampak druga je pa še boljša. No, tako da vidimo sporočilo. To sem pa glih danes objavljala. Sporočilo za danes, glejte, danes sem objavljala na spletni strani srečnoživljenje.com, sem pisala prav o teh namazih. Namazi, ki pomagajo pri tem, da sladkor ostane v ravnovesju, ker seveda, kruh je dober, sploh če je ajdov kruh, veliko boljši je ajdov kruh kot pa ržen kruh, ampak potem je pa treba nekaj gor namazati. In če damo recimo med pa maslo, je to preveč sladkorja. Če pa damo recimo skutino majonezo in smo spet pri skuti, dejansko gledajte, kako naredite to skutino majonezo. Pojdite na spletno stran srečnoživljenje.com, tam sem objavila ta recept, drugače ga imate pa v knjigi Ko ima življenje žur na strani 191. No in kaj naredite? Poglejte, 2 rumenjaka, 2 žlici gorčice, no gorčica sama po sebi ima ogromno beljakovin spet in če jo zmešate s skuto, spet nastane izredno dobra, recimo malca, če nekaj zraven oreškov pojeste. Potem 2 deci olja, 200 gramov pretlačene skute, 1 žlica sesekljanega česna, čebule in drobnjaka, sol, poper, limonin sok ali kis ali kisla smetana. In v bistvu taka skutina majoneza ima glikemični indeks samo 5 in v bistvu tudi če za zvečer jeste skutino majonezo, da namažete to na recimo ajdov kruh. Ajdov kruh ima glikemični indeks 45, se dobesedno razpolovi sladkor iz kruha. Se pravi, je to večerja, ki ima glikemični indeks 20 in vse, kar je po 30, je za hujšanje. Tako da v bistvu lahko jemo vse in se dobro počutimo in ni tisto, ne smem tega, ne smem tega, ne smem tega, ker dejstvo je, da kako razmišljamo, lejte, bolj ko razmišljamo, ne smem čokolade, ne smem tega, se nam sprošča želja po sladkem. No, dajmo še nekaj iz ta nove knjige. Usmiljenci, blagoslavljajte svoje sovražnike, molite za ljudi, ki so vas ranili. To je iz te nove knjige na strani 334. No, lejte, tukaj sem pisala o moči blagoslova in vem, da sem že večkrat govorila o teh videih o moči blagoslova in dejstvo je, da blagoslov je tista zadeva, ki povzroča dobre vibracije pri vseh ljudeh okrog nas, predvsem pa pri nas samih. Ker dejstvo je, da moč blagoslova spremeni kristal vode. In ko recimo jaz pogledam ali pa če rečem vodi, ki jo imam kozarc vode, da rečem, naj me ta voda pozdravi in naj prinese blagoslov mojim celicam. Dobesedno informiram vodo, ki jo pijem in dobesedno ta blagoslov se dotakne mene. In druga stvar, ko začnem blagoslavljati ljudi, ki mi tudi mogoče slabo želijo, enostavno si rečem, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš. Moj svet je miren, naj bo tudi tvoj svet miren. A veste, koliko je bolj enostavno živeti, ker nisi v borbi, ker se ne boriš proti ničemur, ampak enostavno rečeš, v redu je. Ok, plusko glavo, lekcija življenja, blagoslavljam in grem naprej. No in pojmo zdaj na tele karte. Ženske, ki boste delile tale posnetek, ena izmed vas bo dobila karte Prehod v novo dobo, seveda tudi s knjižico, ja pa še nekaj, pa svečnik vam bom dala zraven z rožo življenja. Tako da to je darilo za dan žena. No, zdaj pa da vidimo, kaj sporoča stvarstvo in če kdo želi, da mu preberem sporočilo, z veseljem vam bom prebrala sporočilo. No, da vidimo. Bitja svetlobe me ljubijo, čarobni samorogi in vilinska bitja. Lejte, to sporočilo je naprej, to je sporočilo 40, ko sem v srcu,
jih čutim, z njimi se z lahkoto sporazumevam. Svetlobna bitja delujejo skozi mene in mi pomagajo. Jaz sem Milina, svoje sposobnosti celoti izražam in živim. No, tako da, a ni dobra afirmacija? Barbara, tale bo pa za tebe, prav? Barbara, da vidimo zate sporočilo, da vidimo, kaj tebi sporoča stvarstvo. Tale bo za tebe. Molitev in meditacija. Moj duh je miren. Ne si to ponavljaj, tudi takrat, ko si, ne vem, v službi, ko si med domačimi, če je bolj napeto. Moj duh je miren. Povezujem se z izvorom. In da zdaj zate naprej preberem, se pravi 24, karta 24 ti govori. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. Ja, blagoslov, pa smo spet tam. No, zdaj, jaz upam, da ne bom kakšnega spustila, Klaudija, za tebe. A veste kaj, kakšen mi gor všel, ker se premikajo. Dajte mi še enkrat napisati tiste, ki ste želeli, da vam dam sporočilo. Se pravi, Klaudija, pa Olga za tebe. Klaudija, zate brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi, brez obsojanja in brez da sebe obsojaš, brez da sebe kritiziraš in pri drugih, da začneš iskati pozitivna sporočila, da nehaš kritizirati. Veste, kako smo ženske naravnane? Kakšna je, le kakšno ritma, le kakšne noge ima, ni mogla sem mehen drugače obreč. Predvsem pozitivno in pri ljudeh iska dobre stvari, da pohvališ nekaj, da rečeš, wow, nekaj dobrega v ljudeh. No, zdaj pa Olga za tebe, potem pa Sabina, pa Janja. Olga, za tebe sporočilo, gibanje, Olga, v naravo, pa ne zdaj le zjutraj, jutr, začni se gibati. Gibanje mi veča energijo, rada se imam in se cenim. No, zdaj pa za koga sem še prej rekla, Olga, pa sem rekla Karmen. Karmen, za tebe napredek. Moje delo blagoslavlja, razvedri in oplemeniti duha in srca ljudi. In tole ti bom zdaj prebrala, 41 karta, jaz sem večni vir. Božansko bogastvo kroži v mojem življenju, vedno ga je več, kot ga potrebujem. Vsak dan in vsako noč napredujem ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. To je eno sporočilo, ne toliko skrbeti za ta materialni svet, zato ker ko dovolj, da pride v tvoje življenje izobilje, pride. In ne da nimam, ker mi s tem, ko govorimo nimam, je tako, kot da bi stvarstvo sporočali, to, kar razmišljamo, to se veča. In bolj, ko razmišljam, nimam, stvarstvo reče, ok, noče, prav. In ena stvar, umetnost sprejemanja je tudi to, da če ti nekdo nekaj podari, da enostavno rečeš hvala in vzameš. To je predvsem, to se še učimo, te umetnosti sprejemanja in to je ena lekcija predvsem pri sebi, ampak tudi pri drugih, da enostavno začnemo sprejemati. No, zdaj pa Frančka za tebe, pa Mirjam, pa še za tebe. Prav, Frančka za tebe, očiščenje. Očiščena sem teže preteklosti. No, dajmo tole prebrati, karta 53. Ljudje mi kažejo ogledalo, kjer vidim, koliko se v resnici cenim. Usklajena sem z božansko energijo. Sem mirna, pretočna reka obilja, neskončno lepo mi je, samo sem. Dovolj, da pride vse dobro v tvoje življenje. Zdaj pa Mirjam za tebe sporočilo pa je, da vidimo, tole, prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Zaupaj, vse prihaja, kar mora priti v tvoje življenje. In to je pa karta 23. Karta 23 je pa, zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe.
Glejte, vsak izmed nas je na nekem prehodu v novo dobo in če vidite, da ste dolgo časa že nezadovoljni z neko okoliščino, pač dovolite, da jo spustite in da kaj novega pride v vaše življenje. Lih prejšnji dan, včeraj, me je hčerka vprašala in rekla, mami, kako si prišla do te hiše? A veste kako? Tako, da sem spustila, tako, da sem nehala iskati in sem enostavno rekla, stvarstvo, najte mi, jaz rabim dom za mene pa za moje hčerke, najte mi. In enostavno sem v 2 mesecih prišla do ljudi in tukaj sem zdaj že 3 leta in bom še naslednja leta in sem tako hvaležna, da sem lahko tukaj in dejansko imam dom. A vidite, kako je, ko spustiš, dobiš mogoče več, kot si pa upaš sploh predstavljati. Veste, tako neverjetno je. Mi pa smo kontrolirati, hočemo vse in ker ne zaupamo stvarstvu, normalno, da smo potem še bolj v stresu. Tako da res naredite nekaj v tej smeri, da zaupate stvarstvu. Zdaj pa Ana za tebe, prav, Andreja pa še za tebe. Zdaj ta prvo, Ana, jaz to mes pozabim, ker pol padem noter. Tudi ti, Ana, očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Čistost si dobila. No, nekaj čistimo, pa gremo naprej. Kaj zdaj to? Lejte, zdaj Ana za tebe. Vsak delček mojega telesa je čist. Moje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega in se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, vse to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen. Jaz sem ljubezen. Sporočilo, dobro si dobila. Ker dejstvo je, da ko se začneš zavedati, da tvoje telo je svetišče in da na koncu ne rabiš oblogo okrog telesa, zato da zaščitiš svojo ranjeno dušo. Začni spuščati, začni odpuščati in začni blagoslavljati. Boš videla, življenje se bo začelo spreminjati. Rosanda, zate, spet mi je všel tisti ime, Sabina, kaj sem že rekla. Zdaj se mi že smejite, ker sprot pozabam, kjero rečem. Za koga sem rekla, Rosanda, za tebe? Resnica. Poznam resnico, sprejemam resnico in dovolj si videti resnico. Jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. 9. Včasih je resnica kar kruta, ja. Boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. Ja, zaupaj. Res zaupaj, boš videla, kaj se bo zgodilo. Maja, za tebe je prav? Da vidimo. Maja, tvoje sporočilo, pozornost. Vidim mir. Daj pa dobra, veš, Maja. Za trenutek samo zaprite oči in dovoljte, prepustite se, lejte. Vidim mir. Kaj vidite? Vidim mir. Jaz zdaj, ko pomislim na vidim mir, se spomnim, ko smo hodili s prijatelji gor okrog Triglavskih jezer, smo bili samo mi in en svizec, ki se je hranil. To je bil čisti mir. Vidim ljubezen. No, kaj vidiš? Vidiš ljubezen. Ko vidiš ljubezen, kaj vidiš? Otroka, ki se smeji. Mi imamo mucka, smo posvojili, v glavnem mucka, ki se drgne v tebe, kužka, ki laja, ali pa ki maha z repkom, ki je čista ljubezen. Res neverjetno, ker pozornost, vidim srečo. Kako ti vidiš srečo? Vidim vse, kar si resnično želim. Alenka, da preberem, ravno sem vas začela gledati. Ja, hvala. Alenka, držata, ne? Vsi smo navajeni na to, da dajemo pozornost slabim stvarim. In ko dajemo pozornost vsem slabim, se dejansko vse to slabo veča. No in tukaj, to je karta 17. Kam gre ta trenutek moja pozornost? Vse, kar delam in razmišljam, se čemur namenjam svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjam v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želim več, blagoslavljam in vse, kar naj odide, blagoslavljam. Pa smo spet pri blagoslovu. Vem tudi svojih izkušenj. Včasih je
življenje tako težko, da je bolj enostavno preklinjati življenje, ne pa blagoslavljati. In včasih, ko nam pluska z vso silo v glavo, vsa svinarija tega sveta, bi bilo res včasih bolj enostavno koga kam poslati. Ampak blagosloviti, še zmerom si v stanju ljubezni. In stanje ljubezni je tudi to, da če pa nekdo vam non-stop vas hoče poriniti čez rob, da tudi rečeš dovolj. To je pa ljubezen do sebe, ne sebičnost. Ljubezen do sebe pomeni to, da kakšno mu rečete, zdaj pa dost. Od zdaj naprej nič več. To ni sebičnost, ampak je ljubezen do sebe. Tako da se učimo, vsi smo na tem potovanju in nihče izmed nas ni na počitnicah. In prejšnji teden sem govorila z mojo prijateljico Nino, tako sem vesela, pričakuje ta tretjega otročička in ko se pogovarjava, je rekla, ja, pa sem mislila, da ti nimaš nobenega problema. Tako te vidim nasmejano prek interneta. Vsi smo lahko nasmejani prek interneta, ampak ena stvar, glejte, kar se jaz držim, ne dovolim, da bi me katera koli negativnost posrkala na dno. Ne dovolim. Zato, ker pa to moja izbira. Moja izbira je, kakšne misli bom mislila. Nihče drug ne mislim namesto mene. In kam gre pozornost? To je moja odločitev. In zaradi tega odločam jaz, da moja pozornost gre v dobre stvari. In vse, kar ni v redu, naj odide. Naj vas naučim eno preprosto tehniko, to je iz pranic healinga. Če si predstavljamo, da imamo pred sabo energijsko polje. Enostavno ga počistite in pridete do popka in v nasprotni smeri uringa kazalca zavrtite in dobesedno odrežete to popkovino in si predstavljate, da jo vržete v morje. Vse to, kar imate, ko se vam vrtijo slabe misli, naj odide, vržete to v morje in naj slana voda prečisti. In še en nasvet, pejte v slano vodo. Pejte v banjo, dajte kilo soli noter in dovolite, da se ščisti vaše energijsko polje. In tako da boste videli, da bo lažje. No, zdaj pa končno za enega moška. Aden, ta je pa za vas, je v redu, da vidimo, kaj pa vam sporoča stvarstvo. No, da vidimo. Voda očisti me, sem ravno kar govorila o vodi. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Več pit, za vas Aden, več pit, druga stvar, dejte si, če nimate banje, vzemite sol in enostavno si zdrgnite kožo s soljo in se potem splaknite. In boste videli, kako se boste počutili neverjetno dobro, ker dobesedno sol razkužuje naše energijsko polje. In a veste, kaj sem še brala? Zdaj, jaz sem čisto navdušena. V petek smo posvojili mucka in brala sem, da dejansko mačke čistijo energijsko polje. Ko hodijo po prostoru, dobesedno z repom pometajo energijsko polje, vse te nizke energije pri tleh. In druga stvar, tudi če je v tem stanovanju, kjer živiš, da je nekdo pred tabo živel, dejansko mačka pobere vse te entitete stran in jih prečisti in poskrbi za to, da je čista energija v prostoru. Kristina, zdaj pa za vas, prav, Kristina, za vas en nasvet. Jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe. Vodi me srce. Dovolite, da vas pele srce tja, kjer vam je namenjen, Kristina. Tako da, v glavnem, to je za vas sporočilo. Dovolite si slediti srcu. Vem, kako je težko zaradi tega, ker kako smo naravnani. Imaš neko strast v življenju in kaj se zgodi potem? Zgrabite strah, vklop se in ti začne, ne boš imela za preživeti, ne bo tega. In enostavno se zaciklaš. In ti ustvarjalka nove dobe, v meni je neskončna inteligenca, jaz sem hči večnosti. Moje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. V meni so mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Stvarnik je moj večni vir, vse moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Jaz sem rodovitnost in obilje. No in Olga, mislim, da gor mi uidejo, pa pol ne vidim, kdo še reče, ampak Olga, mislim, da sem si zapomnila, da je tale za tebe. Olga, za tebe je pa sporočilo gibanje. Začni se gibati, jutri zjutraj tibetanske vaje, potem pa na sprehod, se 3-krat na teden se je treba pač prešvicati. Dejansko so raziskave pokazale, da
3-krat na teden 20-minutni sprehod, pa niti ni treba, da tisto, da komaj dihaš, sprehod spodbudi prekrvavitev in deluje proti vsem avtoimunim boleznim in deluje na to, da se dobesedno pomladite. Samo 3-krat na teden, skoraj nič ni to. 3-krat na teden, da greste pogledat, če se mečkan že prebuja pomlad. No, zdaj bo mečkan dežja, upam, potem bomo pa regrat nabirala, je to tako. No, zdaj pa da vidim, Najla, pozdravljena. Najla pa je ena taka krasna gospa. Ona mi je v bistvu prevedla angleško stran, tako da to, kar je v angleščini, je njeno delo. Najla, zate sporočilo, lej, kaj si dobila. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Bogato sem plačana za svoje delo. To je afirmacija, ker dejstvo je, da s svojimi mislimi kreiramo in dovolimo, da dejansko pride ali pa ne pride. In to je tisto, kar odloča. In ta afirmacija, bogastvo priteka k meni v slapovih obilja, je za moje pojme kar zanimiva. Lejte, stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Bogato sem plačana za svoje delo. No, lejte, naj vas spomnim, ene karte bom podarila nekomu, vsem tistim, ki boste delili ta posnetek naprej na svojem Facebook profilu. Bom naredila žrebanje in ena ženska dobi karte prehodu na vodovo in vsi tisti moški, ki boste delili posnetek na svojem profilu, bom naredila žrebanje in dobite knjigo, pač nekdo bo dobil knjigo, ko imajo hormoni žur. Se pravi, vam jo pošljem brezplačno, brez stroškov pošiljanja in dejansko moški do takrat, da bo mučeniki, boste vi že knjigo imeli, oziroma za vas ženske, za pozitivno razmišljanje do dneva žena. No, zdaj pa tale se je pa sama pokazala karta. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. Naj pa karta, črna boginja, ki enostavno čisti vse tisto, kar mora oditi. Ana, pozdravljena. No, Ana je pa tudi ena krasna gospa, ki na isti dan bova rojsten dan, samo nekaj let je razlike vmes. In ko mi rečemo, vse tisto, kar ne želim več, naj odide in naj pride novo. To je tako, ko naredimo prostor v omarah. Vse tisto, kar ne nosimo, je prav, da nekomu podarimo. In zato, gledajte, dela se prostor novemu in ko naredimo prostor novemu, se zgodijo dobesedno čudeži. Takole, gledajte, za današnji večer mislim, da bo tole kar dovolj. Razen, če ima še kakšen željo, da mu potegnem karto prehodu na vodovo, da dobite sporočilo. Z veseljem vam še sporočilo preberem. V glavnem, drugače pa, čakajte, takole, drugače pa, samo mečken, drugače pa smo pol na liniji naslednji teden. Tako da v glavnem, lep večer, uživajte. Klavdija, pa zdaj še za tebe, za konec, aj prav, še te, lej, tudi ti si dobila tole. Črna boginja, čiščenje, no in naj bo to misel za konec. Vse tisto, kar mi ne služi več, naj odide, svobodna sem. Dovoljujem, da se sčistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. No, zdaj pa še Mirjam za tebe. Nataša, nimam zapisati, le drugače je najbolj pameten, da jaz te stvari pišem, da vidim. Spet očiščenje. Lejte, Mirjam, očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Čas je, da odpustimo, da spremenimo. In, lejte, to iz te nove knjige, Zdravilna molitev dekodiranja, je na strani 412 in čutim, da moram to z vam deliti. Lejte,
naši programi v podzavesti so tisti, ki nas vodijo. In če smo kot majhni otroci dobili program, vsega je premalo, za denar se je treba truditi, se ne raste denar na drevesih, dobesedno se zgodi, da se zablokiramo. In zato je tukaj zdravilna molitev dekodiranja in gre na ta način. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, se zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane in date svojo težavo noter in potem nadaljujete, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. In se dobesedno zgodi, da pridejo novi programi v vašo podzavest in da začnete drugače delovati, kot ste bili navajeni. Jasmina za tebe, Jasmina je pa borka in je spustila marsikaj. Jasmina, lahko sem povem, ponosna sem na te. Jasmina je prebolela raka in veste, njena zgodba sem prepričana, da bo ogromno ljudi navdihalna in ko si globoko, ko enostavno ne moreš iti naprej in ko začneš čistiti vse skupaj, prideš res do osvoboditve. Tako da Jasmina za tebe sporočilo, lej, da vidva, tvoje sporočilo pa je, nadangel Mihael, prosim za pomoč in zaščito. Mečkam bolj se obračaj na angelne in niti treba, da vse sama narediš, ampak enostavno prosi in boš tudi dobila. Tako da, kot je v Svetem pismu, trkajte in se vam bo odprlo. Prav ta trenutek me podpira najbolj mogočen angel, ki mi pomaga skozi obdobje sprememb. Zaščitena sem predvsem slabim. Ogrnjena sem v moder plašč svetlobe, ki prepušča le energije ljubezni. Se energije strahu se vračajo k svojemu izvoru. No, in ne bo tole misel za danes večer. Uživajte, imejte sebe radi, to je najbolj pomembno, ker potem, ko imate svoje srce polno ljubezni, lahko to širite naprej med druge ljudi. In širite in sijte in boste videli, da svet se začne spreminjati, ko začnete vi delati spremembe pri sebi. Tako da lahko noč, uživajte in smo naslednji teden spet na liniji. Lahko noč!